Dobrodošli v podkastu Gospodarske zbornice Slovenije, danes v rubriki Ozadja. No, ko človek odpre slovenske medije in kaj šele, če malce bolj pobrska po družbenih ali socialnih kanalih, ali pa če celo prisluhne včasih slovenskemu parlamentu, se zdi, da se v Sloveniji ne znamo povsem pogovarjati, da obstajajo samo delitve ter pogovor o tem, kdo bo imel ali prispeval več državi. Ampak ali je to res naša realnost, kje imamo priložnosti in kako jih tudi izkoristiti? Ali smo se sposobni dogovoriti tudi o drugačni prihodnosti Slovenije, ki bo povezovala, spodbujala razvoj in dobrobit za vse? O vsem tem se bom danes pogovarjal z mojima današnjima gostoma, predstavnikoma mlajše generacije, ki sta tudi med drugim lani navdušila kot govorca na vrhu slovenskega gospodarstva. Z nami je Ljubka Vrteva, inženirka leta 2024, ki s svojim zgledom navdihuje mlade, predvsem dekleta, da pogumno vstopajo v svet inženirstva in naravoslovne poklice. Ljubka, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljeni in hvala za to vabilo. Ja, bo zelo lepo slišati, kako kot mlad človek, ki je prišel k nam pravzaprav najprej po znanje, pa je potem našel v Sloveniji pravzaprav svoj dom, kjer danes živiš in deluješ, kako vidiš Slovenijo, ne? To bo zelo lepo slišati. In na drugi strani lep pozdrav Tomažu Erjavcu, podjetniku, ki združuje izkušnje tako iz gospodarstva, kot seveda tudi akademskega raziskovanja prihodnjih poslovnih modelov, tudi z mednarodno kariero in izkušnjami. Tomaž, lep pozdrav. Hvala, lepo. Si strasten tekač, ki je pretekel maratone, mislim, da na vseh celinah, in verjameš, da se zmag ne dosega pravzaprav na kratke, ampak na dolge proge z neko vztrajnostjo, z neko osredotočenostjo, z jasnim ciljem, ne? Podobno kot pravzaprav v gospodarstvu tečemo, bom rekel, sam razvoj in dosegamo tudi poslovne uspehe. Pa začniva midva, Ljubka. Prihajaš iz Makedonije in si Slovenijo izbrala pravzaprav za svoj dom. Praviš, da je ne bi zamenjala za nobeno drugo državo. Kako to, da si svojo pot pravzaprav našla prav v Sloveniji? Jaz bom rekla tako, bolj je bilo mogoče tudi naključje, ampak jaz sem si želela, da bi zapustila Makedonijo, ker sem že v osnovni šoli pač čutila, da ta mentaliteta tam v Makedoniji mi ni tako blizu. In moram reči, da najprej na tem seznamu, kam bi lahko šla, je bila Švica. Ampak zaradi finančne stiske mojih staršev, potem smo morali sprejeti neko malo drugačno rešitev in smo takoj Švico črtali iz tega seznama in Slovenija je bila druga na tem seznamu. Pa sem rekla, ok, probam za Slovenijo, celo so mi rekli, saj to je druga Švica, ne. Tako da sem rekla, ok, probamo Slovenijo, tako da sem pristala v Sloveniji in moram reči, da jaz sem tukaj doma danes. Tukaj živim, ustvarjam in sem izjemno hvaležna vsakemu Slovencu, Slovenk, zato ker so mi vedno dali roko takrat, ko sem jo potrebovala, in zaradi tega tudi mogoče čutim neko dolžnost, da tudi tej družbi vrnem nazaj z mojim delom, z tem, da mogoče tudi podpiram generacije, ki prihajajo, sem nek zgled za generacije, ki prihajajo, jih mentoriram in jih motiviram, da so ustvarjajo tukaj v Sloveniji. To je zelo lepo slišati, v bistvu, ko si rekla, da jaz vrnem nekaj te države, ki mi nekaj dala, ne. Zanimivo tudi, da si se preselila v Prekmurje zdaj, ne. Za tiste, ki živimo morda v Ljubljani, imamo percepcijo, da nekdo, ki je prišel k nam iz tujine, da si bo želel živeti v Ljubljani ali pa v središču, bolj v središču Slovenije, ti pa si se odločila, da greš na severovzhodni konec. Ja, mislim tako, življenje prinese marsikaj, ne, potem moramo te odločitve sprejeti ali ne. Jaz sem bolj za to, da ni vse tako centralizirano in podpiram to nek razvoj države malo širše, da delujemo mogoče tudi malo manjše skupnosti. Tako da ja, moramo nekdo mora narediti tudi en tak korak. Kako pa ocenjuješ recimo odnos Slovencev do svoje države? Naprej
prihajaš iz tujine, ne? Kako to vidiš ti? Meni se zdi, da to je tako eno zelo kompleksno pač področje. Zakaj? Ker je en tak, pač po mojem, miks, mogoče tudi nekaj kritiziranja, mogoče tudi malo manj zaupanja v politiko, mogoče pa tudi z druge strani tudi neka pričakovanja strani, da se dobi, da še vedno pač moramo pač dobiti nekaj strani države, ampak meni se zdi, da tudi tako, bom rekla, kot narod, mogoče na trenutke se tukaj v Sloveniji se ne zavedamo, kaj vse imamo, da imamo pač mogoče neke temelje, samo jih je potrebno nadgraditi. Tomaž, tudi ti si nabiral izkušnje in znanje v tujini, ne? Med drugim na znani Harvardski univerzi, če se ne motim. Ne? Tudi danes ostajaš vpet v mednarodno okolje, ampak kot kolumnist, ne, kot državljan si se pa aktiviral za opozarjanje na določene izzive in seveda tudi priložnosti naše družbe. Kako pa vidiš ti stanje naše družbe? Kje imamo največje izzive? Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da imamo mi v osnovi družbo z res dobrimi temelji, a ne? Varna, zdravo okolje, kjer lahko človek dobi neko kvalitetno izobrazbo. Mislim pa, da imamo krizo ambicij. Krizo ambicij pa zato, ker se večina časa, saj tako deluje, ukvarjamo z prerazporejanjem tistega, kar smo že ustvarili, kot pa da bi se ukvarjali s prihodnostjo, pa z nekim ustvarjanjem novega, večjo produktivnost, ker ni tako lahko država na dolgi rok funkcionira. Ne? Torej, samo da ste že omenili, da se ne zavedamo v bistvu nekih prednosti, ki jih imamo, ne? Preveč smo kritični, preveč samo nekaj pričakujemo, a ne? Pa se bomo o tem še nekoliko kasneje k temu vrnili. Ampak kje vidva vidite, recimo, na katerih področjih imamo kot Slovenija največji razvojni potencial, ki ga morda ne vidimo? Če lahko jaz? V bistvu Slovenija ima eno tako luštno lego, se pravi geografsko smo v enem takem med sredi Evrope dejansko, ne. Lahko bi rekli, da smo ena butična država, ki bi lahko bila nek laboratorij prihodnosti, ker bi se lahko neke nišne zadeve ustvarjale, razvijale z visoko dodano vrednostjo. Mogli bi se pa zavedati tudi, kje smo šibki, pa se pač tistih stvari ne dotikati, pa se z njimi ne ukvarjati. Pri vsej tej konkurenci pa viharju, ko se to ne dogaja po svetu. Jaz bi mogoče dopolnila, da mogoče pač je znanje, da imamo pač veliko znanja, tudi če pogledamo pač samo statistiko, koliko recimo imamo doktorjev znanosti v Sloveniji, ne vem, če primerjamo pač Švico, ne, prej sem omenila Švico, pač še vedno smo mi pač, ne vem, nekje tukaj za Švico pač blizu, ne, ampak meni se zdi, da nimamo mogoče neke ideje oziroma načrta, kako bi pač to znanje pravilno izkoristili. Mislim, da tukaj je še veliko pač prostora, da bi pač naredili nek korak naprej in to pač izboljšali. Ljubka, kot inženirka, ne, leta si veliko v stiku tudi z mladimi, ne? Ja. Kako mladi danes pravzaprav dojemajo Slovenijo, ne? Kaj jim je pomembno pravzaprav? Mislim, ne vem, če se mladi toliko zavedajo trenutne pač situacije v Sloveniji, ne vem, če imajo tudi čas razmišljati pač o tem, ne, ker jaz pri teh letih ne vem, če sem razmišljala, kako je mogoče, ali pa sem, ampak mogoče se nisem toliko zavedala, ampak tako kot imam jaz pač nek občutek, to, kar pač slišim z njihove strani, oni si predstavljajo pač neko tako okolje, ker bo njihovo znanje, njihov trud spoštovan in tudi nagrajen. In to pošteno nagrajen. Si želijo pač neko okolje, ker lahko ustvarjajo in to, kar naredijo, pač točno vejo, kakšen je plus, kaj so prinesli za to njihovo pač družbo. Potrebujejo nek feedback, neko povratno informacijo, v čem so dobri, v čem se morajo še izboljšati in ne vem, če ta trenutek mladi pač to dobijo z naše strani, pač z strani odraslih, ki mogoče jim lahko damo neko objektivno pač oceno. Moje vprašanje, a si sploh vzamemo čas za mlade generacije, da jim damo pač to povratno informacijo nazaj?
No, na vrhu si pravzaprav opozorila, ne, da Slovenija ne trpi pomanjkanje talentov, ne, ampak da na nek način sistem ne dopušča, ne, da bi lahko dosegli več. Ne. Kje vidiš te ključne ovire, da talenti, ki jih imamo, ne zacvetijo bolje, da jim damo več priložnosti? Ja, mislim, še vedno stojim za tem, kar sem rekla par mesecev nazaj. Meni se zdi, da mislim, da živimo v en tak sistem, ki bistveno več podpira in tudi žal nagrajuje neko tako pridnost, povprečnost, nezahtevnost strani recimo ljudi, ki soustvarjajo. In če si želimo, da naredimo nek korak naprej, potem moramo narediti tudi neke spremembe. Ta napredek se mi zdi, da zahteva neke konkretne spremembe in mora biti to neko znanje, nek trud, neka vztrajnost ali pa mogoče neko drugačnost mora biti spoštovano, če si želimo, da naredimo ta korak naprej, da smo tudi konkurenčni potem na samem trgu. Tako da mislim, moramo pokazati nek pogum in seveda ambicije, ne? Mislim, da tudi te ambicije jih pogrešamo, da naredimo ta korak naprej. Torej spodbujati tudi nadpovprečnost, jo nagrajevati, ne, in v bistvu se tega veseliti, ne, ker tega je morda premalo, ne, tudi v slovenski družbi. Ne. Podobno kot se veselimo rezultatov športnikov, bi se morali veseliti tudi uspehov podjetij, ne, in pa posameznikov. Ne. Tomaž, v enem od člankov si izpostavil, ne, da nekako takole, da približno 75 prebivalcev skozi življenje od države pravzaprav prejme več, kot ti prispeva. Ne. Seveda država, kot tudi ostale, ne, v tujini, seveda tudi recimo gospodarstvo nazaj namenja, ne, sredstva, ne, tudi podjetjem za različne vidike razvoja. Ampak a se še vedno pogovarjamo preveč o pravicah, po tvojem mnenju, in premalo o naši odgovornosti, pripravljenosti torej ljudi za nek rast, razvoj, da nekaj damo družbi, da damo nazaj državi? Ljubka je prej lepo omenila. Ne? Drži, 75% vseh državljanov skozi celotno življenje je neto proračunski prejemnik, se pravi, več prejme od sistema, kot pa van njega da. Ne? In jaz mislim, da sem tudi ena tistih generacij, ki smo bili vzgojeni v pravicah in se je delali veliko na naših pravicah. Sem par dni nazaj razmišljal, odkje je to, ampak ko sem prišel na srednjo šolo, prvi dan sem dobil knjižico o mojih pravicah. In pa smo vsi mi tam gledali. Začetek. To je ta začetek, ja. In to se mi zdi, smo bili ena generacija, ki se je samo to ponavljala, samo to vzgajali. In danes, ko pridemo, ko se prej omenil, mi se ukvarjamo z prerazporejanjem, ne pa ustvarjanjem. In nekako bi rekel, da je socialno okolje oziroma ta varnost deluje na neki medgeneracijskem dogovoru, ki pa v osnovi ne deluje, če demografija ne štima. Mi trenutno smo v povprečju, ko povprečno ena ženska rodi 1,5 otroka, za obstoj demografije bi rabo 2,1. Hkrati pa, če pogledamo zadolževanje, od 2010 se je Slovenija zadolžila skoraj krat 3, pomeni pa, da živimo na račun prihodnjih, še nerojenih generacij. Se pravi, družbena pogodba, ki jo imamo, v osnovi se matematično ne izide. Če bi tudi zdaj, kot neko predvolilno obdobje, bi se mogli recimo pogovarjati o tej družbeni pogodbi. A vse to, kar govorimo, pa kar si obljubljamo, pa se gledamo, matematično izide? Ali je čas, da se malo usedemo pa rečemo, neke stvari pa moramo spremeniti? Pa ne govorim, da vzememo komorkoli kakršnokoli pravico, ampak trenutno ni zbalansirano to, kar daješ, kaj prejmeš. Na lanskoletnem vrhu si ti med drugim dejal, da Slovenija izgublja dodano vrednost. Pa ne zaradi znanja, o katerem smo že malček spregovorili, ampak predvsem zaradi pomanjkanja poguma, nekih strateških odločitev nas vseh. Kaj bi morala pravzaprav storiti Slovenija, da bi pritegnila recimo, ne vem, razvojne kadre, pritegnila vlagatelje, inovatorje, da bi podjetja ostajala tukaj in tukaj videla priložnost za rast in za razvoj? Ne? Ja,
Za začetek mislim, da bi bilo pomembno stabilnost. Se pravi, da če se jaz odločim, pa želim priti v Slovenijo, da lahko sem siguren, da se 10 let nekaj ne bo spremenil, da me ne bo presenetil. Ker recimo čist primer, ne vem, rečeš, pride razvojni center v Slovenijo, bo imel milijardo za razvoj, zaposlil zaposlene, zgradil zgradbe, potem se pa v 2 mesecih zgodi, ne vem, božičnica, višja minimalna plača, novi prazniki in ti celotno kalkulacijo podre. To ni stabilnost. Se pravi, stabilnost se mi zdi tista ključna. Pa so še pa kakšni drugi projekti, ki so infrastrukturni, o katerih smo že velikokrat govorili. Energija, ceste, železnice, zakonodaja. Recimo, je po vašem mnenju tudi problem stigmatizacije gospodarstva? V zadnjih letih opažamo, da pravzaprav se gospodarstvo, podjetnike, ljudje, ki delajo v tem, predvsem pa imajo podjetja, tudi obrtniki, nazadnje se več predstavljajo kot neke vrste kapitaliste, ki jim ni mar do zaposlenih. Ta odnos, torej dobiček, recimo, smo tudi precej skorajda kriminalizirali. Zakaj smo pravzaprav prišli do takšnega stanja? Meni se zdi, da tukaj je pač tako kar dolga zgodba, mogoče tudi malo zgodovinsko, kulturno, to pač kdo smo, kaj smo, saj tudi, če pogledamo Slovenijo, nedolgo nazaj je bila pač v sklopu pač Jugoslavije, ker je bil pač določen sistem, trenutno je določen sistem. Mogoče tudi ta zgodovina pač vleče neke korenine sabo, mogoče tudi ta naša identiteta, da smo veliko več bili mogoče kot delavci v vlogi pač zaposlenih, kot pa ne toliko, kot pa recimo podjetniki, da bi mogoče tudi to vplivalo na to in zaradi tega bistveno več razmišljam o tem, kako se določene stvari delijo in nekako ustvarjati. Tako da meni se zdi to ena taka zelo kompleksna pač tema in upam, da generacije, ki prihajajo, bodo šli ven iz tega, zaradi tega, ker živijo v malo drugačnem pač času. Ne vem, če so, jaz sem malo zamudila pač Jugoslavijo, ampak moji pač starši, pač prastarši pač so živeli tam in počasi pač je treba to preoblikovati. Ampak ja, to so pač neke take korenine, ki jih pač moramo upoštevati, se zavedati in delati na tem, da naredimo pač neke spremembe in delamo na to ustvarjalnostjo, ne pa samo na to, kako se pač neke stvari delijo. Je lepo biti pozoren na te stvari, ampak še vedno pa ne smemo pozabiti naše odgovornosti, odgovornosti do same družbe, ker živimo, kaj dobimo in koliko mi damo v bistvu pač nazaj tej družbi, ker živimo. Tomaž, po tvojem mnenju, zakaj se ti zdi, da smo nenazadnje tudi dobiček tako, bi rekel, in dobiček je izkaz uspeha podjetja in zaposlenih seveda, neke rasti, razvoja, Zakaj smo ustvarjali tak odnos do tega pojma? Ja, strinjal bi se, kar si rekla, da dejansko gre to nazaj tam do 45. Ko se je dobičkoželjnost pa kapital predstavil družbi kot nekaj slabega, vse se je nacionaliziralo. In pol dejansko nikoli nismo ven iz te zanke prišli, da bi razumeli, da je dobičkoželjnost v bistvu sploh temelj solidarnosti. Ena brez drugega ne obstaja. Pravi, če kmetu jabolka ne obrodi, imaš kaj deliti. In pol tudi ves ta odnos generacijsko. Razni izjema so športniki, tam znamo biti enotni, pa do njihovih zaslužkov nimamo težav, s tem, da noben od športnikov, ki so si to zaslužili, sploh ni davčni rezident Slovenije, teh najbogatejših, v bistvu do slovenskih podjetnikov, ki pa so tukaj, so rezidenti, plačujejo svoje obveznosti, delijo to, kar ustvarjajo, imamo pa res tak sumničav priokus, ki ga težko, to bi mogel kakega antropologa povabiti za mizo, da bi to razložil, pa malo širše nam predstavo. Ja, pa mogoče tudi ta odnos delodajalec-zaposlen, mogoče tudi ta vloga pač se ni razvila do te mere, da bi lahko potem zaposleni pač ne bi tako razmišljali in bi razmišljali bistveno več o ustvarjanju, ne pa o tem, kako se kaj deli. Tako da to je tako obojestransko. Pač,
normalno delodajalec pač naredi nek plus na podlagi pač svojih zaposlenih in obratno pač zaposleni pač rabijo delodajalca za to, da pač dobijo pač plačo in da pač funkcionirajo pač normalno v življenju. Tako da to mora biti pač oboje stransko sprejeto, spoštovano, tako kot sem rekla, pač tudi delodajalec mora spoštovati to znanje, te neke ambicije ali pa, da se ne ceni samo neko povprečnost in po moje takrat ne bomo pač mogoče tudi tako razmišljali. Zdaj si odprla zanimivo, ne, pač debato, ki pa seveda je, bom rekel, odkar smo šli bolj v smer, bom rekel, tudi kapitalizma, če dalje močneje prisotna, ta odnos med delodajalci, ne, lastniki podjetij, ne, ali pa tudi vodstvi, ne, in delavstvom, ne, zaposlenimi, ne, ta trenja so vedno bila, ne, ne, in o delitvi, bi rekel, tudi dobičkov v plačah in podobno, ne. Tomaž, ti v svoji eni od kolumn omenjaš, da pravzaprav potrebujemo nov dogovor o prihodnjem razvoju Slovenije, ne, kot neke vrste dogovor med kapitalizmom, ki ustvarja, in na drugi strani med socializmom, ki pravzaprav pa skrbi za pravično razdelitev tega ustvarjenega. Kako bi to izgledalo v praksi? Se ti zdi, da smo to sposobni narediti? Jaz mislim, da imamo mi dosti dobro razporejeno ta balans med tistimi, ki imajo največ in tisti, ki imajo najmanj. Po Ginijevu koeficientu se delimo na prvih parih mesec, smo zadnjih, odkar ga spremljam, 30-40 let. Kaj je tisti optimalni sistem, jaz mislim, da noben ne ve, ne? Ampak vsekakor pa, glede na situacijo, ki je danes, kaj se dogaja tehnološko in na vseh drugih področjih, ta družbeni dogovor ne more delovati v nedogled. Jaz mislim, da bi mogli biti dosti iskreni, no? Pa hkrati pa gledati socialno okolje pa kapital kot nekaj, kar sestavlja celoto, ne kot levi pa desni pol, pa na sredini je tak velik breg. Pač gledati ga kot eno celoto in poskrbeti, da dejansko smo neka družba, ki je sustainable. Trajnostna, ki bo odvisna družba, ki daje nazaj, ne samo jemlje. Tako sem na začetku rekel, da se ne ukvarja samo s prerazporejanjem, ampak tudi z ustvarjanjem produktivnosti. Se vam zdi, ne, zdaj, komunikacija, ne, te medosebni odnosi so tudi zelo pomembni, ne. Ko pogledamo recimo, ne vem, družbene medije, ne, ali pa v bistvu konec koncev že same medije, ne, in tudi politiko, ko se pogovarjamo med sabo, ne, se včasih zdi, da smo izgubili to spoštovanje, ne, da v bistvu včasih niti ne zbiramo ne besed, ne sredstev, tudi ne cenimo te neke raznolikosti, drugačnosti, ne. In se te razlike potem samo poglabljajo, ne, in te delitve, prej si tudi sam omenil, vračamo se zelo v preteklost, ne, ampak se vam zdi, da se res ne znamo več pogovarjati? Kje vidite rešitev? Jaz mogoče bi tako rekla, ne da se ne znamo pogovarjati, mogoče samo včasih govorimo kakšen drug jezik, da se mogoče ta trenutek ne razumemo, ampak meni se zdi, da mi imamo večji problem v tem, da se mogoče ne znamo poslušati sogovornika, da se ne ustavimo, nimamo nekega kritičnega razmišljanja, ne analiziramo stvari okoli nas, nimamo neke svoje lastne pač presoje, ampak poslušamo pač to, kar okolica govori, in na podlagi tega se potem tudi posamezniki pač odločamo, tako kot se odločimo. Meni se zdi, da to je večji izziv, kot pa to, da se ne znamo pač pogovarjati. Ja, res je, pač smo izgubili pač neke vrednote, jaz sem pa izjemno vesela, da smo v Sloveniji smo začeli s tem projektom 5 temeljnih vrednot Slovenije, isto tako kot recimo ima ena Danska. Tako da cilj je, da vsak državljan tudi Slovenije pozna teh 5 temeljnih vrednot Slovenije, pa ne da samih pozna, tako kot recimo poznamo zastavo ali pa pač himno, ampak da tudi počasi začnemo tudi živeti teh 5 temeljnih vrednot, pač spoštovanje, zaupanje, poštenost, pač neko recimo zmernost
pripadnost tej državi. Ne? To so pač teh 5 temeljnih vrednot, ki jih pač vsak posameznik bi jih mogel živeti. In sem zelo vesela, da ta projekt se počasi pač se vpelje v šolah in vrtcih v Sloveniji, ker mislim, da je res, to so pač generacije, ki prihajajo, se morajo pač naučiti teh 5 temeljnih vrednot, če si želimo pač neke spremembe in da ne bo potem kasneje prihajalo do pač poslušanja, kaj okolica govori, kako se okolica obnaša, ampak da se zanašamo na tem, pač, kakšne vrednote imamo pač vase. Tomaž, prej si omenil, še vedno se vračamo nazaj. Kadarkoli se začnemo pogovarjati o prihodnosti, se delimo na takšne in drugačne barve. Se ti zdi, vidva sta predstavnika mlajših generacij, da bodo mlajše generacije šele začele gledati na prihodnost drugače, kot se pogovarjajo mogoče zdaj starejše generacije? Kdaj se bomo začeli, kako preseči te delitve in se začeti dejansko pogovarjati o temah, ki nas zadevajo za prihodnji razvoj, za boljši jutri? Dobro vprašanje. Ne vem. Moramo vedeti, da okolje te definira, in mi tle sobivamo v istem okolju, starejši, mlajši, levi, desni, takšni, drugačni. In zdaj prihodne generacije bodo definirane na tem, kar zdaj počnemo in od koga se zdaj učimo. Če se vrnem na prejšnji odgovor, družba pač trenutno nagrajuje konflikt. Se pravi, ne nagrajuje dialog, ni nagrade za dialog, ni nagrade za neko intelektualno debato ali pa nek razum oziroma upoštevanje, ampak in konflikt na koncu, zaradi tega so kliki, zaradi tega je gledano, zaradi tega so oglasi. In težko je zdaj reči, kaj bo tisto, kar bo spremenili, zato ker v osnovi nagrajujemo napačne stvari. In ja, nimam odgovora, kako bi lahko to presegali. Jaz bi se mogoče sam navezala, da mislim tako, a bojo mladi tisti, ki bojo pač nekaj spremenili. Sej mladi so dejansko pač neko ogledalo. V njih se vidimo, kdo smo pač mi. Zdaj, a je nam to všeč? Jaz bi rekla, mislim, da ne. Ker velikokrat slišimo, da so mladi nezainteresirani, da nimajo nekih navad dela, da so taki in drugačni, ampak mladi so nepopisan list. So pač taki, kot jih pač to njihovo okolje, ker so jih oblikuje. In če si želimo, da naredimo neke spremembe, moramo čim več izpostavljati mogoče kakšne dobre stvari, pač vzornike. In te vzornike pač izpostavljati pač naprej, da tudi mladi absorbirajo, kaj je, in malo sami presojajo, kaj je v redu, kaj ni v redu. Tako da mi smo tisti, ki bomo pač dajali pač mladim neka nova znanja, neke nove poglede, in če ne gre drugače, jaz pravim, pač vzorniki so vedno ta najboljša pač izbira, da jih malo motiviramo, da se malo drugače, da naredijo neke spremembe oni, če ne mi, direktno. No, danes se zdi, tako kot sem že omenila, bolj je pomembno, kot kaj poveš, kakšne vsebine, na kakšen način, kdo bo prevladal, kdo bo glasnejši. Bolj igrajo kliki, bolj igrajo pač negativne zgodbe, namesto pozitivnih, Ljubka. Kakšno vlogo, Tomaž, ti praviš zase, da si ljubitelj dialoga, kakšno vlogo po tvojem mnenju imajo pa tukaj tudi nenazadnje naši mediji? Se ti zdi, da odigrajo tisto neko družbeno odgovorno poslanstvo, ki ga imajo tudi za spreminjanje družbe in opozarjanje na neke populizme in izpostavljanje pozitivnih zgodb, ki jih morda manjka? Ja, mislim, mediji, to ima najbolj pomembnejšo vlogo za ustvarjanje javnega mnenja, našega odnosa. Ampak da bi zdaj rekel, mediji so glavni vzrok vsega. Pač mi kot družba to gledamo, mi kot družba to poslušamo. Če bi takšni članki bili nebrani, pol pač mediji tega ne bi pisali. To je tako, kot pač, ne vem, če ne bi bil neka čips ali pa sladka pijača najbolj prodajanje, ne bi bila na top policiji v trgovini. Tako da ne gre za prepisati vso krivdo medijev. Pač tudi oni konec koncev morajo ustvarjati nekaj. Potrežejo tisto, po čemer mi posegamo. Posegamo, kot
celotno okolje, cel svet tako deluje. Tako da jaz mislim, da tukaj bi mogli pri sebi začeti, no, kot neka promocija naših dolžnosti, ne samo naših pravic. Ker ne more ves čas nekdo drug biti odgovoren za vse slabo, ne. Mediji za tako informacijo, ne vem, delodajalec za to, ker me ne plača dovolj. Pač sami moramo vložiti nekaj truda in pri informacijah, in pri napadah, in pri ambicioznosti. Noben ne bo ambiciozen namesto nas. Tudi če športnike zdaj pogledamo, ne, pač noben ni čakal na okolje. Najboljši so zdaj v Italiji, ampak povprečni so ostali pa doma, ne, in povprečni pač se ne moramo pritoževati, zakaj nismo v Italiji. Zato pa smo premalo vložili in rezultat je viden. Recimo, če gremo na šolstvo, ne, izobraževalni sistem, tam se vse pravzaprav začne, ne, z mladimi. Ljubka, sama si izpostavila znanje, ne, in izobraževanje. Kako po tvojem mnenju v bistvu oziroma naredimo dovolj v izobraževalnem nekem tem vzgojnem procesu, da vzgajamo to nadpovprečnost, željo po uspehih, ne, da pridemo do takih športnikov na vseh področjih, ne? Ja, mislim, to je tako. Meni se zdi, da najprej moramo pustiti, da se razvija to neko kritično razmišljanje, ali pa to neko kreativno pač razmišljanje, če lahko tako mogoče pač pozitivno rečem. Da se najprej to razvija in seveda jaz se bom spet nazaj vrnila na teh vrednotah. Ne, meni se zdi, da vrednote so temelj. In če se kot ne vem, majhni pač naučimo, katere so te glavne vrednote, ki jih mora vsak človek imeti, meni se zdi, da to bo neko vodilo vsakemu človeku pač naprej v življenju. Zdaj, a naredi sam ta izobraževalni proces dovolj ali ne? Odvisno, kaj gledamo in kaj primerjamo. Če pogledamo, pač smo bistveno boljši od nekaterih državah. Recimo, če jaz primerjam pač z Makedonijo, je pa Slovenija bistveno naprej v izobraževalnem pač procesu, ne. Če pogledamo neke druge države, Japonska recimo, ne, lahko rečemo, da imamo še kar veliko prostora za izboljšave. Tako da odvisno pač kaj primerjamo, ampak najprej se moramo zavedati, kaj imamo. Kaj imamo, a smo si to sploh zaslužili, kar imamo, in koliko mi to cenimo in koliko mi vračamo pač nazaj. In ja, če se naučimo nekega kreativnega, kritičnega, karkoli pač razmišljanja že kot majhni, mislim, da potem bi lažje peljali pač vse skupaj pač naprej. No, če gremo zdaj bomo vstopili v ta predvolilni čas, ne, in se vse preveč diskusija reducira na to, kdo s kom bo sodeloval, ne bo sodeloval, ne. Katere teme pa bi si vidva želela, da bi bile bolj v ospredju teh pogovorov? Jaz definitivno mlade. Mladi, ki so talentirani, ki izstopajo, ki mogoče prispevajo k tej družbi, že predno pridejo recimo na trg, ne, da se pogovarjamo o tem, kako izkoristiti tega potenciala, pa ne razmišljati samo o tem, kaj bo jutri, ampak mogoče kaj bo čez 20 let, čez 30 let, kako vidimo pač našo prihodnost. In na podlagi te vizije, da izkoristimo te mlade, zagnane, ambiciozne, predane ljudi in da jih ne prepustimo sistemu, da se pretopijo v tej neki pač masi in ostanejo doma, ne pa v Italiji, ne. Tako da meni se zdi, da to ključno in se moramo pač pogovarjati o tem, kako moramo izkoristiti tega potenciala, ker v Sloveniji je res ogromno. Tomaž, katere teme bi ti postavil v ospredje pogovorov o prihodnosti? Ja, za vsako debato, za vsako obljubo bi se vprašal, kako, ne glede na to, katera tema, pa s čim. Se pravi, veliko obljub, ko si damo, pa veliko odločitev, ko naredimo, v bistvu nosijo posledico še nerojeni Slovenci ali pa tisti, ki nimajo trenutno volilne pravice. In če samo pogledamo v smislu zadolženosti pa odločitev, ki jih danes sprejemamo, je veliko odločitev sebičnih, zato da se
v politiki dejansko podaljša pogodba za ta določen čas, za naslednjih x let, marsikaj, če je to na škodo naslednje generacije. Tem je pa veliko. Lahko začnemo, mislim, če bi se prej dal, tudi šolstvo je lahko tema, ne? Imamo največ doktoratov na svetu, ampak patentov imamo pa najmanj na svetu, se pravi, nekaj ne štima. Čist preveč papirja proizvedemo, ampak čist neuporabnega. Tako da tem je zelo, zelo, zelo veliko. Tudi infrastruktura, zadolženost, produktivnost, predvidljivost. Moramo vedeti, da 5 let od danes se noben ne zna predstavljati, kako sploh bo funkcioniralo okolje. Vse, kar se dela z računalnikom, po vseh napovedih, pa kako kaže ljudi, ki delajo z računalnikom, čez 5 let ne bomo potrebovali. Danes lahko avtomatiziraš sistem. To bi mogli biti teme. Pa dejansko to, da vsi igrajo za isto reprezentanco, ne? Mi volimo za eno reprezentanco, mi ne dveh. Točno. Točno to. Tukaj se pomoč preveč križamo. Za reprezentanco, ki nas bo popeljala, ne, v boljši jutri ali pa ne. Tako. In kaj bomo pustili našim zanamcem, ne? Ja, to je zato, ker gledamo pač mogoče kratkoročno, ne tečemo na dolge proge, ne, in smo samo tukaj ujeti v nekem času in potem se ciklamo pač znotraj tega časa, ne, pač definitivno je čas, da pogledamo prihodnost in delamo na tem, tako da se to ne bo zgodilo jutri, ampak bo to potegnilo za sabo, ne vem, še naslednjih pač 20, 30, 40 let. In kje vidite, recimo, če počasi zaključujemo, ne, vlogo nas posameznikov, ne, vsakega na svojem področju, ne. Dostikrat pravimo, ne, kaj pa lahko jaz storim, ne, da stvari spremenimo v Sloveniji na bolje, da se začnemo pogovarjati o drugih temah, tiste, ki so res relevantne za nas, a ne, ki krojijo prihodnost Slovenije. Kje vidite vlogo nas, državljanov, posameznikov? Pa vsak od nas lahko pač prispeva na nek svoj način. Pač, zaposleni lahko smo, ne vem, kompetentni za neko področje pač dela in sprobamo to naše delo opraviti najboljše, kar lahko, ne. Gospodarstvo lahko še bolj ceni in nagrajuje neko ambicioznost, neko vztrajnost, nek pogum, ne. Z druge strani, ne vem, politika pa še vedno je lahko neka podpora in lahko podpira neke pač dobre stvari oziroma dober kader, pomaga pač itak, to smo omenili že, tudi davčne olajšave za pač ta nek dober kader. Tako da vsak posameznik lahko naredi nekaj in če vsak je vzornik na svojem področju, mislim, da s tem bi že veliko pač naredili. Tomaž? Ti si se aktiviral tudi pač kot kolumnist, ne? Ja, če bi vsak vrnil malo več, ko preme, je to po mojem ful dober začetek, a ne. Če bi kmet zemljo, ki jo obdeluje, ne bi vračal nazaj več, ko vzeme, bi ratala puščava. In jaz mislim, da tudi enako bi mogli z našo družbo delati. Vsak od nas, pa odgovornost je, da malo več vrnemo. To ne pomeni, to je lahko na 101 način, ne. Ko sem prej rekel, 75% nas je državljanov, ki več prejmemo skozi celo življenje, kot damo. In mogoče bi tule lahko začeli mali koraki. Če bi, Ja, hotela sem dopolniti mogoče to, da tudi ta naša družba, saj govorimo veliko pač o znanju, o tem, kakšen potencial imamo, ne smemo pa pozabiti, da tudi ta naša družba potrebuje voditelja. In če si želimo, da ta družba, pač Slovenija temelji na nekem znanju, ki je upoštevano, ne, moramo tudi delati na tem, da imamo neko družbo voditeljev, ampak ne takšnih pač na papirjih, tako kot imamo tudi doktorje znanosti, recimo, ne, ampak take voditelje, kjer znajo navdihniti pač druge. Tako da, s karizmo. Tako da to je tudi, mislim, da eno zelo ključno vprašanje, kako lahko naprej pač izboljšamo ta del.
Za konec morda še vprašanje, ne, če bi imela možnost eno sporočilo poslati našim, bom rekel, odločevalcem, a ne, in pa sicer javnosti, ne, katere so tiste 3 stvari, ki bi jih morali po vajinem mnenju storiti v Sloveniji, ali pa kot državljani, ne, pri sebi, da bomo pustili našim otrokom, zanamcem, ne, bolj uspešno, razvojno naravnano. Mogoče vsi odločevalci, mislim, ki imajo to moč odločevanja pač v rokah, da pustijo, da dovolijo, da znanje ni samo nek papir, ampak je dejansko pač moč, ki premika pač neke meje, da ta uspeh, da se zavedamo, da ta uspeh ni pač neko samo naključje ali pa stvar pač sreče, ne, ampak je res neke vrste vztrajnosti, pač poguma in seveda, zakaj bi čakali, da nekdo drug pač nekaj naredi, začnimo sami. Tomaž? Ja, lepo povedano. Jaz sem zagovornik, da naši odločevalci, naši politiki, oni morajo poskrbeti za infrastrukturo, zakonodajo pa stabilnost. Samo to, nič druga. Ne rabimo nekih iger, konfliktov. Zato imamo gledališče, opero, razne druge družabne srečanja. In ja, odgovornost vsakega posameznika. Čim bolj zabavno. Ja, odgovornost vsakega posameznika, no. Hvala lepa v bistvu obema, ne, naš čas je počasi iztekel. Naj ostane pri teh mislih in pri tej res zavedanju lastne odgovornosti na vseh naših področjih, ne, na katerih delamo, da lahko začnemo v bistvu premikati stvari najprej pri sebi, v svojem mikrookolju, in če bomo vsi to skupaj naredili, ne, bomo tudi kot družba naredili premik naprej v bolj uspešno prihodnost Slovenije. Hvala lepa še enkrat za vajin obisk in da ste delila z nami vajine poglede. Hvala za vabilo. Hvala za ta pogovor, ja. Z veseljem.